Torej, kot napovedano, zdaj bo najprej predstavitev novoizšle knjige, ki bo zdaj Janez tukaj pokazal, Janez Poljanšek. Se pravi, tale knjiga Ignacijeva izbrana dela. Kaj več o knjigi bo sedaj v intervjuju povedala, oziroma boste zvedeli od patra Janeza Poljanška, ki je bil glavni urednik te knjige. Torej, v juniju pri založbi Travlje, torej jezuitski založbi v sklopu Ignacijevega leta, izide knjiga, ki nosi naslov Ignacij Lojolski izbrana dela, katere glavni urednik si bil ti. Torej, prvo vprašanje se glasi, kaj je bila temeljna ideja te izdaje in za kakšen tip literature pri tem gre. Nekaj časa smo se že nekaj let pogovarjali, da bi radi izdali še kakšen prevod Ignacijevih del. In potem, ko smo se pripravljali na to jubilejno leto, ki ga danes sklepamo, Ignacijevo jubilejno leto, smo se odločili, da bomo eni malo bolj tako reprezentativni izdaji izdali najprej autobiografijo svetega Ignacija, ki je že pošla, bila je prevedena pred 25 leti, potem pa Ignacijeva pisma, to je bila naša želja, da bi nekako približali širšemu bralstvu, kako je Ignacij ohranilo, se je okrog 7000 pisem, seveda tukaj nisem sam, pač nekaj izbrana pisma. Ena zelo lepa stvar pa je Ignacijev duhovni dnevnik. To je najmanj poznano tukaj med nami in to zdaj prvič v tej knjigi izide v slovenščini. No, torej, namen je bil malo približati Ignacija, njegovo duhovnost, srce njegove duhovnosti, tega, kar je on živel. Bi lahko nekaj povedal o samem sestavu knjige, kako je sestavljen vrstni red in zakaj je tak vrstni red? Torej, v začetku gre nekako skozi Ignacijevo življenje. V začetku je njegov življenjepis, autobiografija, tokrat malo bolj bogatimi opombami, kot je bila prva izdaja. Tako da te opombe še bolj približajo to Ignacijevo pot, kako ga je Bog vodil. Potem je eno kratko besedilo, kratek dokument, deliberacija prvih patrov. To je, kako so se odločali, ko so prišli v Rim, da bodo ustanovili nov red, jezuitski red. En tak dragocen dokument, ki še nam danes pomaga, kako se skupaj odločamo, kot ena skupnost, kot skupina, občestvo, kako dela skupno razločevanje duhovno. To je ta deliberacija prvih patrov. Potem sledi ta duhovni dnevnik, duhovni dnevnik je razdeljen na več poglavij in vsako poglavje ima en uvod, tako da malo lažje sledimo, beremo ta duhovni dnevnik, ker se nam na prvem branju zdi malo težko razumljivo. Uvodi so pa dobro pojasnijo, pa tudi nam pomagajo brati. No in potem na koncu so še Ignacijeva pisma iz različnih obdobij, različnim naslovnikom, prijateljem, potem Ignacijeva pisma, ko je vodil družbo Jezusovo, navodila jezuitom, potem so pa zelo dragocena pisma, tako duhovne vsebine, duhovnega spremljanja, ko je razen osebam pisal, pa tudi skupnostim, tako nekako znana pisma o pokorščini, ne samo so pomembna za jezuite, ampak tudi širše v zgodovini duhovnosti. Verjetno duhovni dnevnik poseže najgloblje v dušo svetega Ignacija, njegovo razločevanje. Kako se kaže Ignacij preko dnevnika, kako vidimo njegov značaj, njegovo osebnost in pa njegovo duhovno življenje? Po Božji previdnosti se je ohranilo nekaj zapiskov iz njegovega duhovnega dnevnika, ki je on pisal, ga je pisal samo zase in potem želel uničiti. Večina mu je uspelo uničiti, nekaj pa ostalo. Tako da zdaj imamo neko okno v njegovo srce. V tem dnevniku vidimo, kakšen dnevni red je imel. Recimo,
zjutraj je on imel mašo, 7, recimo. Pred tem je imel že 3 ure molitve, 1 uro še v posli, ko se je trudil, potem 1 uro, ko se je oblačil, pa bril, pa tako, no. Bril se nekaj dosti, ko se ga brada. No, potem pa, ko se je pripravljal na mašo, potem je imel mašo, po maši pa še del časa zahvale, pa molitve, no. Tako mi danes tega ne moramo delati, ker smo malo preveč zaspali, zjutraj pa leni za molitev. No, v tem času je imel pa veliko tolažbe v obliki solze. In potem v dnevniku piše, recimo 2-3 tedne, mašo sem daroval v čas Svete Trojici, veliko solza po obhajilu. Drugič, veliko solza, ko sem se pripravljal na mašo. Tretjič, veliko solza, ko sem prišel do svet. Razumete, no? Ali pa samo preprosto danes veliko solza, malo solza. Tako, no, kar je v miru, je malo še delo pikice, če so bile 3 pikice, veliko solza, če so bile 2 malo manj, 1 pa še malo manj. No, kaj to hoče povedati? Da je bil on mistik, mistik, ki mu je Bog dal ta dar, solza, to je velika tolažba. On je jokal od rekel sreče, ko je razmišljal o Bogu, ko se je pogovarjal z Bogom. Samo včasih je naredil samo križ, v začetku maše, seveda ni bilo ljudstvo, on je maševal, samo enega ministranta je imel. Je zaredil križ in potem je tako jokal od sreče, da ni mogel maševati. Enkrat je kar šel, pa ni mogel maševati. Tako z vzdihi, no, hlipanjem, tako me je to prevzelo. No, to pri nekaterih redko najdemo pri kakšnem svetniku, eno takšno recimo, ljubezen do Boga, oziroma Božje ljubezen, kako se razodeva v njegovem srcu. Tako da je ta dnevnik res dragocen in ga priporočamo v branje. Še zadnje vprašanje. In kakšen pomen ima ta knjiga za jezuitsko družino, torej ne samo za jezuite, ampak širšo jezuitsko družino, kako se lahko uporablja in komu jo še posebej priporočil? Ja, se mi zdi, da je dragocena, ne samo za branje, tako kot se bere en roman, ko ga končamo, ampak lahko večkrat se obračamo, tudi molimo v tej knjigi, posebej duhovni dnevnik je tako nekako napisan s temi uvodi, da lahko imamo tudi za molitev, da molimo ob njem. Beremo Ignasijev življenjepis, pa lahko vidimo, kako Bog konkretno voli človeka od enega takega majhnega otroka, se pravi, v začetku je zelo okoren, 30 let je bil star, ko se je spreobrnil, ampak je bil še celo grob spreobrnjenec. Je pa počasi Bog učil, kakor učitelj otroka v šoli. No, in ga je vodil preko preizkušenj, duhovnih bojev, razločevanja, tako da je prišlo do ustanovitve jezuitskega reda. No, vse te teme so seveda nas nagovarjajo, ker so zelo aktualne. Danes v tem času sveti oče, papež Frančišek, zelo poudarja to razločevanje. No, in ta knjiga je takšno, en tak lep pripomoček, kjer se učimo razločevati duhov, spoznavati Božjo voljo, tako da mislim, da je pomenljiva ali pa priporočljiva vsem, ki smo tukaj danes. Hvala lepa. Hvala lepa, Janez. Torej, knjiga vam je na voljo zunaj, doma še lahko dobite in jo res priporočamo. To je ekskluzivna izdaja založbe Drav letošnjega leta, izdaja, ki zahteva največ truda, tako dragocena knjiga, zato jo tudi priporočamo. Tako, zdaj pa se v miru lahko pripravimo na sveto vašo.